vlogu. Mi smo potem včeraj ostali kar na mestu, tam ob obali, v bistvu predvsem zato, ker je bil res lep prostor, kar se tiče sprehoda. Sam prostor ni bil tako zelo lep, ampak sprehod je bil pa res ful lep, ob morju skozi dol smo lepe klife gledali, male plažice, tako da je bilo res kar fajn, tudi Šnovk je bilo kar všeč in smo zato pol tam ostali. Danes gremo pa naprej v smeri Casablanke, nekje bomo prespali pred Casablanko še, ker bomo pol verjetno jutri šli prek Casablanke, verjetno se bomo tudi malo ustavili in si ogledali predvsem mošejo, bomo videli. Mošeja Hasana II. V Casablanki naj bi bila do nedavnega največja mošeja v Afriki. Ravno ta mesec so v Alžiriji odprli večjo, kar pomeni, da je padla na drugo mesto. Kljub temu pa ne smemo podcenjevati njene velikosti, saj lahko vse skupaj sprejme preko 100.000 vernikov, 25.000 v notranjosti in 80.000 na zunanjem dvorišču. Ne glede na njeno velikost pa nima ločenih prostorov za ženske in moške. Slednji molijo na tleh, ženske pa na balkonu, ki se razteza po dolžini celotnega glavnega prostora. Poleg same mošeje kompleks sestavljajo tudi hamami oziroma kopališča, islamska šola, muzej maroške zgodovine, konferenčne dvorane in zelo velika knjižnica. Mošeja slovi tudi po 210-metrskem minaretu, ki jo uvršča na seznam najvišjih verskih objektov na svetu. Evo, mi smo si ogledali Casablanko oziroma samega mesta si nismo glih ogledovali, zaradi tega, ker ni glih zelo zanimivo, tudi od ostalih popotnikov so prebrali, da jim ni bilo glih všeč. Predvsem ta stara Medina, ki je polna ponavadi, v bistvu ena velika tržnica, je tukaj pač čisto navadno stanovanjsko naselje, tako da zaradi tega pol nisem nič kaj dosti v mesto šla, sva šla pogledat sam to mošejo in promenado, iz katere se da lepo mošejo slikati. Ja, tudi sama mošeja naju ni nekaj ekstremno navdušila, je čist lepa, ampak ni pa nič ekstremno posebnega. Tudi vodič je ene par stvari povedal, no, in to je bilo to, nekih ful velikih informacij nismo dobili. Pa še v dveh stvarih nam je bila zanimiva ta mošeja. Prva je, da je to prva mošeja, v kateri sva bila, da sva mogla s sabo ves čas nositi čevlje v vrečki, dajo ti vrečko, pač tako zasadje, in daš not superge in jih potem okrog nosiš, nikjer, kjer bi jih lahko pustil zunaj. Druga stvar pa je, da še nikoli nisem vstopila v mošejo brez kakršne koli rute na glavi oziroma pač z nepokrito glavo. Tako da nam je bilo to res kar zanimivo. Ja, res. Ampak nasplošno pa ja, se je lepa mošeja, ampak ni pa spet ful lepa, no.
Sva že lepše mušejo videla v Omanu, recimo. Ja, v Omanu je bila sploh lepa, pa jaz sem bila v Abu Dhabiju, kjer lepše mošeje, ne vem, če obstaja, no, tako da ta je pa taka precej stara, tudi noter ti stepih, ki je ponavadi je z enega kosa, ta ni z enega kosa, tako taka temačna je, no, je lepa, ampak ni pa nek presežek. Mi smo danes pripotovali malo bolj v notranjost Maroka, v bistvu smo zapustili Atlantsko obalo, ker nam ni bila nekaj ekstremno všeč. Ta del okrog Safija pa Casablanke je vse zelo kmetijsko, industrijsko, pač res ni neka obala, kjer bi se ful hotel zadrževati in uživati. Tako da smo se odločili po notranjosti, kjer vse že cveti in vse je zeleno. Tako da ja, danes smo se tudi parkirali tle med drevesi na enem travniku in leživa na dekici zunaj in prav uživamo. Ja, res, tako da nama ni žal, da smo se noter obrnili. Tako da ja, naslednji vlogi bojo zdaj ne toliko morski, ampak upava, da bolj zeleni. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!